Tale kuža nam sledi že od samostanov, se pravi že par kilometrov. Tele po gozdu ves čas ob nas hod in laufa in ogromen je, tako da naj vzbije vsake toliko. Ful je luškan, pa ful prijazen, no, ampak v tej vročini ne vem, kako se mu da. Evo, tale kuža je prišel z nami do kemperja. Hodil je od samostana gor do sem, tako da zihar ene 6-7 kilometrov. Čeprav je vsake na vsake 100 metrov skopil luknjo, pa se malo legel, pa pač za nami prlaufu, pa tako res ful mu je vroče. Ampak ne vem, zakaj smo mu bili toliko všeč. Jaz bi ga z veseljem vzela v kemper, sam še ugotoviti morava, kam ga dati, ker je res prijazen. Smo pa ja prehodili drugače slabih 16 km, naredili ene 550 višinske, pa tako res je vroče, po moje krepko čez 30 stopinj, ko v savni je. Tako da, ja, zdajle bo eno pivo odprla, mrzlo. Včeraj, ko smo se vračali s pohoda, sva šla mimo kar dosti restauracij, kjer so imeli musake in nama je res zapasalo, ampak se nama ful ni dal še v restauracijo iti, pa res sva si želela tušati, tako da smo šli sam direkt v kemper. Zato sva pa pol danes se odločila, da gremo pa jest. Tako da bova končno probala grško musako, tudi zato, ker ne veva, koliko časa bo še v Grčiji in če bo še kaj druge možnost, tako da bova danes izkoristila. Tako da bomo danes kar tle ostali. Ja. Da še malo poviva o samostanih in o celotni meteori, ki smo si jih včeraj ogledali. Beseda meteora drugače pomeni samostani v zraku, ker so na teh skalah. Res gleda, da so v zraku. Drugače so pa te skale nastale že 60 milijonov let nazaj. V bistvu je takrat bilo tukaj morje in so se dvignile ven iz morja. In tudi valovi in veter so pol zelo vplivali na njihovo obliko, zato so danes take, kakor so. Drugače so bile pa naseljene že v prazgodovini, ker so nudile v bistvu dobro zaščito pred vremenskimi vplivi in tako, ker imajo kakšne jame noter te skale in so se tja zatekli. Prvo cerkev so zgradili tukaj v 11. stoletju, ko so menihi začeli ugotavljati, da bi bili radi čim bliže Bogu. Potem so pa v 14. stoletju zgradili prvi samostan, to je ta največji samostan, v katerega so tudi vstopila in ki je na posnetkih. Potem pa od 15. do 17. stoletja je tukaj vse ful cvetel, pač vsi samostani so zacveteli, ker so ljudje sem prihajali iz Atosa in nasplošno ljudje, ki so želeli tako samotarsko življenje živeti, blizu Boga. In pač so ful bili uspešni ti samostani takrat, bilo jih je kar 30. Potem pa v 17. stoletju pa se je skupaj začelo padati, veliko je bilo tatov in veliko samostanov so zapustili menihi. In danes je v bistvu sam še 6, ki se jih uporablja in so tudi ohranjeni lepo in eden od teh je pa za nune, vsi ostali so za menihe, en je pa za ženske. So se pa sprašvala vmes, ko smo se sprehajali, kako so za Boga prišli sploh tja gor na one skale. In so potem prebrala, da so uporabljali odre, pa razne lestve iz vrvi, viseče mostove in tako naprej. Tudi neke košare so imeli, ki so se gor vlekli. Tako zelo zanimivo. Trenutno je sicer zelo urejen, turistično, logično. Gor vozijo avtobusi en za drugim. Midva so na srečo bila še toliko zgodnja, da sva jih prehitela. Ampak ja, gor je tudi parkirišče, tako da ne rabiš čist nič hoditi. Ste te avtobus skor noter v samostan zapelje. Ja.
smo končno zapustili Meteoro, zdaj se peljemo malo bolj proti severu nazaj. Danes bomo verjetno prespali v enem jezeru, pa da bo v redu, let se pa v redu dostop, bomo videli. Danes se nismo prav veliko snemali, ker je tukaj res ful lepo in sva samo uživala. Dan je tudi ful lep in je res poletno. Nastja dopoldne še malo pobarvanko barvala, pol sva kosilo po dolgem času na žaru spekla, tako da res sva ful uživala. Pa še tale Kuža se nam je danes pridružil, tamle pri stolu tudi z repkom maha, ful je prijazen in res je lep Kuža. Malo sva ga nahranila, tako da zdaj očitno on kar sprejel, da je on tukaj tudi doma. Tako da ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem.